December je čas, ko velika mesta pripravljajo pestre programe, s katerimi želijo zadovoljiti meščane in turiste. Mariborska občina, Zavod za turizem Maribor-Pohorje, NIPA in Narodni dom so skupaj financirali prednovoletno dogajanje v mestu ob Dravi, ki je skupno stalo nekaj manj kot 500 tisočakov. Zdaj, naš del je obsegal nekje 180 tisoč evrov, ki jih je pokril zavod. Seveda ne vse strani proračuna, točno 117 tisoč 900 je bil proračunski denar, ostalo je pa šlo tudi iz tržne zasnove, pomeni to, kar tudi Zavod za turizem v Zavodu v Ticu in pa v Hiši Stare trte pridobi ta sredstva. Potem smo tudi, kot veste, bilo oziroma še je zmeraj drsališče na Trgu Svobode. Za drsališče so bila sredstva 30 tisoč evrov, ki smo jih tudi v ta namen namenili. To je, kar se tiče stroškov. Mestna občina Maribor je za praznično okrasitev mesta namenila 90 tisoč evrov, 11 tisoč za novoletne jelke, 53 za Vilinsko mesto in približno 300 tisoč evrov za program Čarobnega decembra. Neuradno smo izvedeli, da je tudi mesto Ljubljana s svojimi institucijami imelo dokaj visoke izdatke, vendar ves denar ni šel iz proračuna občine. Samo stroške drsališča naj bi presegli 200 tisoč evrov. Večinoma pa so finančne vire zagotavljali pokrovitelji. Ja, v bistvu z Ljubljano smo mi v rednem kontaktu, vse kar se tiče Zavoda za turizem. Oni imajo v bistvu že to zgodbo, kar se tiče povezovanja. Najmanj 7 let nazaj so jo začeli. In sami vemo, v povezovanju je moč in glede na to, da smo se mi prvič oziroma v takšni obliki široki začeli prvič letos povezovati in da si želimo še večjega povezovanja v prihodnje, je seveda smiselno, da gradimo, kar se tiče izvajanja koncertov ne samo na eni lokaciji, ampak na čim večjih lokacijah in z različnim programom. Prav tako božični sejem v Mariboru je letos bil malce okrnjen, ker je bil toliko v kratkem času pripravljen in Ljubljana se začne pripravljati ali pa recimo Beograd že junija. Razpisi se morajo pripravljati veliko prej oziroma javni pozivi vsem, ki želijo sodelovati. Tako da zagotovo predaje ne bo na naši strani in bomo v bistvu v tem letu poskušali že kar zdaj se lotiti zadev, kaj smo naredili dobro in kaj lahko naredimo še bolje. Gremo k primerjavi med mestoma, čeprav je to možno zgolj pogojno. Osnovna okrasitev v prestolnici je stala okrog 220 tisoč evrov, v Mariboru 130 tisočakov manj. Ljubljana je, ob predpostavki, da so za vsebine finančni in izvedbeno skrbeli javni zavodi in javna podjetja, dodatno primaknila še 110 tisoč evrov za dodaten program. Ta se je odvil v enem tednu, na odrih v mestih pa je nastopilo okoli 30 izvajalcev. V Mariboru je program s koncerti trajal več kot mesec dni. Skupaj se je na osrednjem trgu, na Trgu Leona Štuklja, zvrstilo kar 55 izvajalcev. Kar se pa programa tiče, je ekipa že nekako utečena, se je izoblikovala v zadnjih 3 letih, tako da letos sploh ni bilo vprašanje, kdo bo igral v Mariboru, bolje je bilo vprašanje, koga ni bilo v mestu. Dogodek je bil veliko širši, niso bili samo koncerti na Trgu Leona Štuklja, bil tudi kulturni program v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, tudi Vilinsko mesto, ki je bilo namenjeno vsem družinam in otrokom. In pa seveda vse druge aktivnosti, ki so se odvijale v samem centru na Grajskem trgu, kjer se točno nahajamo. Rezultati so bili odlični, gosti so bili zadovoljni in tudi lokalni gosti, torej domačini, so pohvalili sam program, koncerte. Tako da ne morem reči druga kot to, da želimo te rezultate tudi v prihodnje graditi. Če je župan Fištravec zadovoljen s programom, pa gre iz njegovih izjav sklepati, da si želi napredka, predvsem pri okrasitvi mesta. Izvajalci pa ena delovna skupina na občini bodo januarja že sedeli, se poskušali nekaj naučiti iz letošnjega Čarobnega decembra in se pripravljati za prihodnje leto. Zdaj sam želim najti neko strokovno avtoriteto, ki bi bila pripravljena se podpisati pod ureditev svetlobnih teles v mestu. Upam, da bomo našli takšnega strokovnjaka. Do zdaj nismo imeli nekako srečne roke pri tem. Popolna primerjava med porabo sredstev med Mariborom in Ljubljano sicer ni mogoča. Da podrobneje pojasnijo naše navedbe ter jih potrdijo, bodisi zavržejo, smo se obrnili na Turizem Ljubljana, kjer pa nam do zaključka redakcije niso mogli zagotoviti sogovornika. Sogovornika in posledično tudi izjavo nam bodo zagotovili jutri.